Tako, danes bo z nami še enkrat magister Miloš Židanik, ki je doktor, specialist, psihiater in psihoterapevt. Opravlja funkcijo kot strokovni direktor v psihiatrični bolnišnici v Ormožu, ima ogromno izkušenj in je zelo predan na področju zdravega življenjskega sloga, ima pa dolgoletne izkušnje na področju psihoterapije, ter področju posameznikom v času psihološke stiske. Pozdravljeni vsi skupaj. To je naše drugo srečanje. Malo sem bil v zadregi glede vsebin, ki bi jih predstavil danes, ker duševno zdravje ni samo to, da se mi dobro počutimo, ne? Ampak je, tako kot jaz to vidim, sprejemanje odgovornosti za svoje življenjske odločitve, kamor pade tudi odgovornost za to, kaj imamo na svojem krožniku. Prvo vprašanje, ki se mi je ponudilo, če je možno duševno zdravje sploh ločiti od telesnega zdravja, ker je to predavanje ozko vezano pač na duševno zdravje, se mi pa zdi, da pomeni duševno zdravje tudi skrb za telesno zdravje, da se to na nek način ne more ločiti. Pomembno je, da mi skrbimo, da imamo čim bolj zdravo telo, da se v svojem telesu čim bolje počutimo. In druga stvar, je duševno zdravje dejansko zdravje, če smo mi zaprti v nek samo svoj svet in funkcioniramo znotraj tega svojega sveta, tako da sledimo svojemu užitku, svojemu hedonizmu, pa nam ni mar, kakšne so posledice naših odločitev, ki jih sprejemamo vsak dan. In včasih je čisto normalno biti žalosten in prestrašen, če obstajajo razlogi za to, tako mi živimo v neki posebni družbi, ki od nas pričakuje, da smo vedno nasmejani, vedno dobre volje, vedno dobro energetsko opremljeni, vedno zadovoljni, spogledljivi, in da bojo drugi radi z nami pa v naši družbi. Ampak v bistvu življenje, ki ga živimo, saj vsi vemo, ni brez bolečin, vsak ima neke svoje rane, ki jih nosi s sabo. In tudi aktualno si v nebudnosti povzročamo rane drug drugemu. Torej včasih čisto normalno biti žalosten in prestrašen. In to so tudi čustva, ki nam pomagajo, da smo bolj v stiku s sabo in z življenjskimi okoliščinami, v katerih živimo, in nam pomagajo, da sprejemamo za bodočnost mogoče drugačne odločitve. Pomembno tudi vprašanje, ljudje običajno živimo z rožnatimi očalmi na nosu, ker je tako lažje. Ena moja dobra prijateljica, klinična psihologinja, je rekla, da imajo depresivni ljudje izostreno realitetno kontrolo, se pravi, da vidijo svet bolj realen, kot pa ostali ljudje, ki smo kao normalni. In zato sem dal tu fotko te rdeče in modre tabletke, kot iz filma Matrix, kjer tale glavni protagonist je postavljen pred dilemo, ali želiš vedeti resnico ali pa raje ne in ostani v svetu iluzij, ker je mogoče tako lažje. In ta dilema, to razpotje velja za vsakega od nas, vedno znova vsak dan. Če pogledamo samo telesni vidik in če gledamo samo, kaj je najboljše za nas, kmalu lahko pridemo, če se v to res odkrito to temo poglobimo, pridemo do preprostih odgovorov, da je veganska hrana dejansko najboljše, kar lahko naredimo zase, čisto iz svojih egoističnih nagibov. Se pravi, če nas ne zanima vpliv hrane na druge ljudi, na živali, samo na nas, potem je treba, potem se lahko odločimo za vegansko hrano. Danes je to tudi čisto enostavno
v vseh trgovinah, od Spara, Lidla, Hoferja, najdemo odlično vegansko prehrano, tudi nadomestke za sir, za klobase, zrezke, tako da res ni razloga, da bi se danes prehranjevali drugače. Tukaj sem predstavil nekaj knjig, ki so na voljo v slovenskem jeziku, pravzaprav 3. Prva, verjetno ste o njej dosti slišali, gre za Campbella, ameriškega raziskovalca, ki ga je ameriška vlada poslala na Haiti, da bi ugotovil, zakaj tam pri otrocih, katerim so šle te humanitarna hrana z Amerike, oni so pač plačali, da so sirote na Haitiju prehranjevali z njihovimi žiti, zakaj imajo toliko raka na jetrih. In je ugotovil, da je razlog v aflatoksinu, ki ga proizvajajo glivice, ki rastejo na teh žitih, ker niso kupovali ravno najbolj kvalitetne hrane za njih, in je potem delal raziskave na podganah, dal jim je laktozo skupaj z aflatoksinom in več je bilo aflatoksina, več je bilo raka na jetrih in je to povezavo dokazal. Pa mu pa nekaj ni dalo miru, pa je podgane hrano z rastlinsko hrano in nobena ni dobila raka na jetrih. In ko je te ugotovitve objavil, so naenkrat je pritegnil veliko pozornost strokovne javnosti in so v bistvu v njegov laboratorij hodili ljudje iz celega sveta, med drugim tudi iz Kitajske. Če gledamo pri nas, je pojavnost raka v Sloveniji nekje 1:1,4, pač glede na uničenost okolja. Se pravi, tam, kjer je v Celjsko-Savinjski regiji, kjer je več težkih kovin v tleh, tam je recimo več raka kot drugod. Na Kitajskem je bila pa ta razlika 1:14. In zato so tja poslali raziskovalce iz celega sveta in so ugotovili, da gre za 2 različna načina prehranjevanja. En podeželski način, kjer so se prehranjevali skoraj izključno vegansko, zaradi revščine, meso ni bilo dostopno, in pa v mestih, kjer so pa prevzemali zahodni način prehranjevanja in zato takšna razlika. Tako da je Campbell dokazal, da je vsejeda prehrana, ki je običajna za naš zahodni svet, povezana z večino nenalezljivih kroničnih bolezni, kot je debelost, preko debelosti visok pritisk, srčna kap, možganska kap, zato tudi več demence, povezano so avtoimuna obolenja, kot so težave s ščitnico. Tako da je dejansko dokazal, da je to veganska hrana najboljša preventiva pred sladkorno boleznijo in drugimi boleznimi in tudi najboljše zdravilo za to. Za vse skeptike je pa Gregar pripravil eno knjigo, v katerih v bistvu citira spoznanja ravno tako medicinske paradigme. Skratka, zbral je članke objavljene v medicinskih revijah z visokim faktorjem vpliva. Isto, kar je Campbell naredil s svojo prehransko študijo, je Gregar naredil na podlagi svojega študija uradne medicinske literature in dokazal isto. Še ena zanimiva knjiga, tudi pri nas je na voljo. Esselstyn je vzel v obravnavo ljudi, ki so bili na seznamu za operacijo na srcu. Vse, kar je naredil, je, da jih je dal na vegansko hrano in zniževal jim je holesterol in po letu dni nihče ni več, ki se držal njegovih navodil, nihče ni več potreboval operacije na srcu. Ko so delali slikovne preiskave odprtosti srčnih žil, so ugotovili, da so te bolj odprte, kot so bile na začetku njegovih priporočil glede prehranjevanja. Tako da dejansko, če želite največ narediti za sebe, za svoje zdravje, je to prehrana vašega izbora. Hrana
je pomirjevalo in antidepresiv pri ženskah, moški bolj prisegamo na alkohol. Dosti je recimo tolaženja s hrano, recimo ko so kakšna močna čustvena stanja, pa se prenajemo, lahko ta čustvena stanja kontroliramo in to lahko vodi tudi v psihično odvisnost, tako da prenajedanje ima podobno ozadje kot recimo druge nekemične in kemične odvisnosti. Dviguje, še posebej čokolada, dviguje serotonin, tako da je tudi tu ena povezava. Zdaj pa, da gremo k raziskavam. To je ena španska raziskava, visok numerus, kar 9000 ljudi je bilo v njej. Tisti, ki so pogosto jedli fast food hrano, so imeli za 40% večjo verjetnost za depresijo, kot pa tisti, ki so se burgerjem in pici izogibali. Pol je bila ena druga raziskava pri otrocih, tisti, ki so jedli več procesirane hrane, sladkarij, sladkih pijač in pic v prvih letih življenja. Tam je bilo pri njih več zaskrbljenosti, žalosti, jokanja, bojazni, pa tudi več agresije in hiperaktivnosti. Raziskovali so otroke starosti od 18 mesecev do 5 let. Bojim se, da je dosti večja verjetnost, če greste danes k pedopsihiatru, da boste dobili kakšna zdravila za hiperaktivnost, kot pa priporočila glede spremembe načina prehranjevanja. Zanimiva je bila ta zadeva, več kot so nosečnice jedle nezdravo hrano, več je bilo vedenjskih in čustvenih težav pri njihovih otrocih, tudi v starosti od leta pa pol do 5 let. In potem je še ena avstralska raziskava, kjer so ugotovili, da ima več kot 22% najstnikov klinično pomembno duševno motnjo in dobra prehrana je lahko dobra preventiva za psihične težave. In pa ko nekdo že je imel psihične težave, pa so ga dali na zdravo prehrano, je prišlo do izboljšanja. Tu je bilo kar 2000 avstralskih najstnikov zajeti v to raziskavo. Ta raziskava mi je vedno blizu. Gre za ameriško raziskavo, neke zavarovalnice, kjer so imeli ogromno staleža med svojimi zaposlenimi in potem so stimulirali svoje zaposlene, da so šli za 18 tednov na vegansko hrano in so ugotovili ne samo, da se jim je izboljšalo, da so se izboljšale njihove telesne bolezni in stanja, ampak se je zmanjšala depresija in anksioznost, občutek utrujenosti, izboljšal se je občutek čustvene stabilnosti, občutek, da so pod stresom, se je izboljšalo in izboljšalo vsakodnevno funkcioniranje in občutek splošnega zdravja. Tako da ta raziskava je res fajn bila narejena, izpeljana in tudi dobri rezultati. Motnje hranjenja, najmanj pri pravih veganih in vegetarijancih. Delni vegetarijanci imajo največ težav z motnjami hranjenja, tisti, ki se običajno prehranjujejo, pa so nekje vmes. Pol je ta presečna raziskava pri adventistih 7. dne. Tu so pričakovali, da bo več depresije zaradi manjšega vnosa omega-3 maščobnih kislin, no pa je bilo manj negativnih čustev glede na kontrolno skupino, se pravi, manj je bilo depresije, manj anksioznosti in občutka, da so pod stresom. Res pa je, da je tu še ena spremenljivka, ki ni bila ravno razložena, oziroma njen vpliv na rezultate, to pa je le vprašanje vere v Boga, ki je pa tudi lahko dober antidepresiv. Nasprotnike veganske hrane imajo zelo radi to raziskavo iz Nemčije. Vidimo, tu je numerus dosti manjši, veganov je bilo samo 58, pretežnih veganov 190, in so, tako da niso bili
potem človek težko karkoli sklepa o vseh veganih. Pri njih je bilo za 15% več depresije in dvakrat toliko več anksioznosti. Niso pa mogli dokazati, da je veganstvo krivo za psihične težave. Namreč tu so bile najprej psihične težave prisotne, potem pa je sledila odločitev za veganstvo. Manj je bilo tudi motnj hranjenja. Tako da njihov sklep je bil, da je veganstvo sicer povezano z večjo stopnjo psihičnih težav, ni bilo pa dokazov, da pa veganstvo povzroča psihične težave. Zavedati se je tudi treba, kaj damo v sebe s tem, ko uživamo hrano živalskega izvora. Namreč vsi strupi in težke kovine se nalagajo v maščobah živalskega izvora. In tu gre za dvoje procesov, ki tečejo. Ena je bioakumulacija, ko koncentracija neke substance narašča s časom. Druga pa je bioojačevanje, ko iz ene vrste živalske prehaja v druge živalske vrste in se potem kopičijo tile kontaminanti. Zato pravijo, da so najbolj zastrupljeni Inuiti, ki se prehranjujejo z belimi medvedi, skratka, človek je na koncu te prehranjevalne verige in na koncu lahko rečemo dejansko, da ga je treba sežgati, zato ker je človek v bistvu toksičen odpadek. Če pogledamo PCB, to je ravno ta zgodba v vodi, koliko je koncentracija PCB-ja, ta se uporablja v elektroindustriji s pesticidi, lahko si mislimo, kak je z uporabo pesticidi v kmetijstvu in to se potem izpira z dežjem v reke in iz rek v jezera in morja. Skratka, PCB potem prehaja v plankton in v končni fazi v ribe, ptice, sesalce in v končni fazi v ljudi. PCB je povezan s sladkorno boleznijo, na primer. Druga takšna zgodba je dioksin. Vir so spet pesticidi in herbicidi, pa tudi, ne vem, če veste, ampak kljub temu odvozu plastike vseh gospodinjstev, tudi kmečkih, še vedno kmetje na deželi ogromno plastike skurijo sami. Tu so velike bale sena, potem se uporablja plastika v folijah za pridelavo jagod, in za to plastiko je treba plačati tudi odvoz in jo je ceneje preprosto skuriti. Tako da tu je recimo en takšen pomemben vir dioksina, in ena raziskava je pokazala, da pri otrocih, ki so se dojili pri mamah, ki so uživale krave, ki so se pasle po takih kmetijskih površinah, pade nivo dioksina šele po 8 do 10 letih na nivo dioksina pri otrocih, ki pa niso bili dojeni ali pa so bili zelo malo dojeni. Med drugim bi tu opozoril na endometriozo, ki je v porastu, pa tudi poškodovani zarodki. Saj verjetno sami veste, da je dobiti zdravega otroka danes že skoraj že meji na čudež. Vsaj tako, kot se pogovarjam z kolegi, pa z sodelavci, sodelavkami, ki rojevajo, vedno več je mamic s prizadetimi otroki oziroma z otroci, ki imajo hude zdravstvene težave. V vseh priporočilih prehranskih boste videli, kako priporočajo ribe. Zdaj, morske ribe se mi zdi, da so že nehali tako priporočati, preprosto zaradi tega, ker recimo Tržaški zaliv je poln živega srebra iz našega rudnika Idrija, ogromno je tudi drobnih delcev plastike
v vodi, sladki vodi, pa človek ne bi pričakoval toliko kontaminantov, še posebej ne recimo v Soči, ki velja za najčistejšo reko, in še posebej ne v Soški postrvi, ki velja za ribo, ki potrebuje prav čisto vodo, da lahko se razvija. In so našli leta 2013 v njej toliko živega srebra in nikla, da odsvetujejo redno uživanje soške postrvi. Da ne govorim o vseh drugih ribah, tudi prosto živečih, s prostim ulovom, ne tistih iz ribogojnic. V živilih živalskega izvora najdemo antibiotike, to si lahko predstavljate, če natlačijo kokoši v majhen prostor, se bo začele kljuvati med sabo in zato jim odrežejo kljune, s tem prihaja do ran, do vnetja in je treba preprosto jim dati antibiotik. Največ antibiotikov se prav uporablja v živinoreji. Hormoni so sicer načeloma prepovedani, je pa odprto za debato, kako recimo spraviti pujsa v 3 mesecih s 60 na 120 kilogramov. Ogromno je virusov, prionov, bakterij, gnoja, tudi recimo v mleku na deklaracijah, vidite število celic, koliko je dovoljeno, tu gre v bistvu za gnoj. Potem različni konzervansi in barvila, zato da ima meso ali pa losos recimo tak lep rožnat pridih. Tako da vse to je tisto, kar dobimo mi zraven, zastonj ob hrani živalskega izvora. Podobno je s težkimi kovinami, svinec, arzen vidimo pesticidi, živo srebro, radioaktivni elementi, to, kar je bilo v Fukušimi, to je že prišlo okrog celega sveta. Tako da ribe resnično niso zdrave. Zrele obrambe jaza, se pravi ta skrb za druge in sposobnost za empatijo, je najpreprosteje v otroku razvijati prek odnosa z živalmi, ker ti otroku ne more škoditi. Saj vsi vemo, da znajo biti otroci, sovrtičkarji, sošolci v šolah zelo neusmiljeni za svojo kao direktnostjo in odkritostjo, in zelo žaljivi in nestrpni in izključujoči in polni agresije. Šele pozneje si pridobijo neke socialne spretnosti, kdaj to ni zaželeno in mogoče svoje vedenje spremenijo. Ampak, ko pa mi vzgajamo otroka, pa ga najpreprosteje vzgajamo, da ima rad živali, ravno preko odnosa z živalmi. In zato je pomembno, da ozavestimo, mi imamo možnost usmerjati razvoj tako svojega otroka, tako sebe, v dvoje zelo nasprotujoče smeri. Seveda je vmes en kontinuum drugačnosti, vmesnosti, ampak že če se mi opredelimo za eno ali drugo smer, potem lažje v eno ali drugo smer vodimo svoj otroka ali sebe. Tako da na eni strani vidimo, imamo empatičnost, senzitivnost, budnost glede uničevanja okolja, da nam je mar za živali, da se vidimo samo kot eden izmed prebivalcev tega planeta, da imamo težnjo, da naredimo to, kar je prav, in da imamo eno realno, hkrati pa dobro samopodobo. Po drugi strani je gospod Trump, nekdo, ki je neempatičen, neobčutljiv, ki mu je vseeno za zlorabo planeta, vseeno za živali, ki se vidi kot center vesolja, ki sledi svoji težnji po užitku in ima eno velikansko samopodobo. Zdaj, problem je, ker nas cela družba usmerja v desno, to je tisto, kar je normalno, kar se nam postavlja za normo, ker bolj, ko bomo sledili centru težnji užitku, več bomo kupovali in zapravljali in na ta način bo rastel naš BDP in bo tudi nagrajena aktualna politična garnitura. Tisti na levi strani
ki bojo empatični in senzitivni, pa bojo tudi bolj zaznali depresivna in anksiozna stanja v drugih ljudeh in bojo tudi sami bolj nagnjeni k žalosti in prestrašenosti. Ampak s takšnimi ljudmi smo dosti raje in raje z njimi preživljamo svoj čas. Tisti na desni pa ostajajo v končni fazi sami. Ampak dobro je, da o tem razmišljamo, ker da vemo, v katero smer se usmerjamo, ker samo mi bomo živeli s posledicami svojih odločitev, takšnih ali pa drugačnih. Ljudje se obnašamo, kot da je naše sledenje užitku pomembnejše od življenja živali, podobno kot je bilo včasih življenje belca pomembnejše od življenja črnca. Kant je rekel, da živali nimajo lastne zavesti in so zato stvari. Šele lani smo v našem parlamentu proglasili živali za živa čuteča bitja in da niso več stvari. Zanimivo je bilo, da je bilo 47 glasov za in kar 37 proti. In tisti, ki so proti, so rekli, da ne bi ljudje iz tega priznanja zahtevali za živali še druge pravice. Mislim, to je nekaj, kar ti zdrava pamet pove, da je žival živo čuteče bitje. Samo če se za 5 minut usedeš z eno mačko ali z enim psom ali z enim kuncem ali s teličkom, ti je jasno, da gre za živo čuteče bitje. Ampak šele lani smo v našem parlamentu uspeli živali proglasiti za čuteča bitja. To samo kaže, kakšni smo ljudje, nič drugega. Tudi če privzamemo, da imamo ljudje večjo sposobnost samorefleksije in samozavedanja kot živali, kakšno moralno vrednost ima to stališče? Vsak razum ima vrednost samo po sebi. Zakaj bi bilo nekaj narobe z mentalitetami duševnih bolnikov, retardiranih ali otrok? Če ni to nekaj, kar bi želel zase, še ne pomeni, da nima vrednosti to za tistega, ki jo ima. Takšno mentaliteto. V bistvu ni pomembno, ali ima ostriga zavest ali ne, če obstaja razlog, da verjamemo, da jo ima. Ni razloga, da bi menili, da ima njena stopnja zavesti manjšo vrednost za njih, kot jo ima naša za nas. In če postavimo etiko na samozaznavanje, lahko izključimo ostrige in pulse, ker nam je to gastronomično priročno, a tisti, ki sklepajo po sebi, lahko enako upravičeno izključijo Jude, črnce, retardirane, mene ali celo tebe. Tako se mi zdi to zelo močan filozofski argument. Toliko so se ljudje ukvarjali o humani smrti. Humana smrt ne obstaja, smrt je smrt. Samo zato, da bi lahko živali pobijali brez nekih moralnih zadržkov in potem se govori o alternativnih načinih klanja, o anesteziji, kao da to živali ne boli, ko jih pobijajo ljudje. Problem pa je, ker gre tudi za škodo deprivacije, gre za odtegnitev vseh možnosti, da nekdo, tudi žival, doživi zadovoljitev svojih težnj. Ni vsaka smrt tudi tragična. Če pogledamo na ljudi, Mozartova je bila tragična, ker je umrl mlad, Picassova pa ne, ker je umrl v pozni starosti in je svoje življenje že izpolnil, neka svoja pričakovanja in neko svojo ustvarjalnost. Smrt majhnih otrok je tragična, ker gre za izgubo možnosti, da bodo enkrat živeli polno življenje. Tako kot živali, brojlerje se kolje tam po enih 3 mesecih življenja. Za pujse niti živinozdravniki ne vedo, kakšne bolezni imajo v starosti, ker starosti sploh ne doživijo. Se pravi, živali oropamo možnosti izpolnjenega življenja v prihodnosti. Dejstvo je, da živali čutijo užitek ravno tako kot ljudje in imajo interes za življenje, če jim življenja ponuja možnost za doživetje svojih številnih naravnih užitkov. In to se preprosto s smrtjo, ta možnost, ustavi. Akrazija
pomeni, da razumsko vemo, da nekaj ni prav, da to ni zdravo, da ni dobro za planet, pa vendar to počnemo. Sokrat je rekel, da je naša nemoralnost posledica nevednosti. Dajmo ljudem informacije in argumente in ljudje bodo nehali delati to, kar ni prav. V 90% pa ljudje pri svojih odločitvah bolj sledimo svojim čustvom in ne razumu. To je, če greste na spletno stran Heart Attack Grilla, boste videli, da oni tržijo svoje produkte, svoje burgerje z preprostim reklamnim sloganom: če boste to jedli, vas bo zadela srčna kap. In oni imajo single bypass burger, se pravi enosrčni obvod, dvojni srčni obvod, trojni in četvorni bypass, burger. Hvalijo se, da edina veganska stvar, ki jo imajo tam na svojem seznamu, so cigarete brez filtra. In potem vsi tisti, ki imajo čez 130 kilogramov, dobijo enosrčni obvod zastonj, če si naročijo sladko pijačo. Zdaj gre za eno reklamno kampanjo in ljudje dejansko derejo tja v to franšizo teh prodajaln hitre prehrane in oni imajo tudi svoje tiste promotorje, tiste, ki so seveda težji od 130 kilogramov, in enega izmed teh promotorjev zadela srčna kap in so njegovi sorodniki potem to franšizo tožili za odškodnino, ker so ga spodbujali, da se nezdravo prehranjevajo, in so rekli, pa sej mi vedno trdimo, saj ne lažemo, mi vedno trdimo, da ta hrana ni zdrava in če boste jedli, vas bo srčna kap zadela. Kar je res. Hočem povedati, ljudje ne delamo ravno to, kar je prav, ampak sledimo nekemu svojemu hedonizmu. Tako da je Platon rekel, da je edina rešitev, da čustva postanejo suženj našega razuma in da delamo na samokontroli. Sporočila naše družbe pa so, dajmo se sprejeti takšni, kot smo, dajmo sebe na prvo mesto in dajmo pričakovati od drugih, da nas sprejemamo takšne, kot smo, kar je v bistvu ena egoistična zahteva. Kako se akraziji upreti? Treba je zamenjati pasivni hedonizem za samozavedanje, za samokultiviranje, in to je enako pomembno kot empatija in racionalnost. In če želimo biti neakratični, moramo biti budni. Moramo si postavljati vprašanja, zakaj vrednotimo družbene pojave, kot jih vrednotimo. Spremljamo, kako družbene inštitucije jačajo izkoriščanje zlorabo šibkejših in se temu upremo. Kaj smo mi naredili s svojim vplivom, ki ga objektivno imamo na izkoriščanje šibkejših. Skratka, vsi smo med sabo povezani in pomembno je, da izstopimo iz sebe in nas se pogledamo kot na prebivalca zemlje, kot na zemljana in imamo odgovornost, da pustimo prostor tudi drugim prebivalcem te zemlje. Dlje so nam drugi svetovi, teže najdemo stik z njimi, a to ne pomeni, da stika ne moremo vzpostaviti. Vstopanje v svet drugega nas bogati in širi naše tudi samozavedanje in naš jaz. Vegan potrebuje za svojo prehrano 67 kvadratnih metrov, vegetarijanec, to zdaj ne vidim čisto dober, ker imam sliko preko, mislim, da 3-4-krat toliko vse jed, pa 18-krat toliko, in vidimo tudi, koliko se na zemlji pridela, koliko kilogramov rastlinske hrane ali pa koliko kilogramov mesne. Vegan pusti za 50% manj odtisa ogljikovega dioksida, dosti manj je teh toplogrednih plinov. Amazonski gozd se uničuje zaradi kmetijstva, ki je osnovano na zlorabi živali. Ribolov je grozljiv in Perutnina Ptuj proizvede dosti več odpadkov kot celo mesto Ptuj. Od leta 1970, se pravi za časa naših življenj, je število prosto živečih rib, sezalcev,
ptič in plazilcev se zmanjšalo za 58%. Živalske vrste izumirajo. V Nemčiji so zračunali, da imajo premalo zemlje za svoje potrebe in so ugotovili, da so dve varianti, če bi želeli biti čim bolj samooskrbni, ali da reducirajo stimulante, se pravi kakao, kava, čaj in vino, kar uvažajo od drugod, ali pa da preidejo v vegetarijanski ali veganski način prehranjevanja in so ekstra označili dobrobit za okolje in osebno zdravje, če bi se to zgodilo. Ena druga zanimiva raziskava je bila, če bi vsi postali vegetarijanci, ne vegani, samo vegetarijanci, bi v Evropi prihranili do 40% pitne vode. Hvala za zanimivo predstavitev. To je mogoče res vprašala samo na kratko, kako pa vi gledate potem na recimo B12 ali pa recimo vemo tudi D-vitamin. Nekaj ste vmes že omenil, pa bi vas samo vprašala, kaj na tem področju lahko poveste. B12 se dobi tudi v lekarni kot veganski pripravek. Njega izdelujejo bakterije, tako da z današnjo tehnologijo do B12 sploh ni težava priti. Svoj čas so B12 dobili preprosto, da niso preveč, recimo korenčka, ko so ga zemlje izpulili, da ga niso preveč oprali, niso bili preveč natančni pri tem. Tako da mi nekih težav z B12 nimamo, pa si ga tudi ne nadomeščamo. Drugače pa se dobijo kakšni spreji, recimo za podjezik ali tudi pod nos, tako da glede B12 ni problem. D-vitamin dobimo s sončenjem. Tako da zdaj, ko je ta čas, ko smo bolj razkriti, težav z D-vitaminom ne bi smelo biti, je pa treba biti le previden, da se ne izpostavljamo preveč soncu, da ne pride potem do kožnega raka. Saj veste, to pa zaradi tega, ker smo uspeli ustvariti ozonsko luknjo. Tako da umetnost življenja je le v pravi meri, se pa da D-vitamin tudi dobiti s kakšnimi pripravki. Govorijo o železu dosti. Železo spet ni noben problem, recimo, če naberemo koprive, pa jih posušimo, pa jih lahko kot presne dodajamo solati ali recimo brokoli. Je pa fajn, da zraven C-vitamin uživamo, spaj si kakšno limonado naredimo, zato ker pospešuje resorpcijo železa v naše telo. Tako da vegan biti v današnjih dneh res ni težava. Recimo Violife siri, ti nadomestki za sir so namenjeni prav veganom in zato jim že v osnovi dodajo B12. Tako kot dodajo recimo jod soli za običajne vse jede, tako se B12 dodaja v te sirne pripravke, ki so veganski. Tako da tudi na ta način dobimo B12 vas.